Ok, mogoče ne potrebujem pomoči čisto vsazga, ki si bo pogledal ta video, ampak na nek način pa. Iščem osebo, ki bi mi pomagala podreti rekord v recitiranju decimalk števila pi. In ko rečem iščem, mislim zaposlim. In ko rečem zaposlim, mislim najamem, ker ne morem zares zaposlovati ljudi. Preden nadaljujem, če pa si slučajno grafični oblikovalec, fotograf, snemalec ali montažer, spremljaš moje vsebine in bi počel kaj zanimivega, lepo prosim, javi se mi na info@nixkrlec.com, ker iščem tudi takšno pomoč, čeprav je tale video zdajle primarno usmerjen v iskanje nekoga drugega. Okrevam, dobro se držim in prišel je čas, da se začnem učiti decimalke. Tistih 3000 še presenetljivo dobro znam, ampak tokrat ciljam precej višje. Za ta namen sem si že vse lepo razdelil po predalčkov in pripravil vse potrebne sisteme. To delo namreč temelji na tehniki pomnjenja imenovani palača spomina. By the way, če vas zanima, februarja spet organiziram delavnice tehnik pomnjenja, tam lahko vse to spoznate v živo, več informacij dobite na nixkrlec.com, pošiljnica prijava. To, kar se grem številom pi, pa je v bistvu že kar precej napredna palača spomina. Tule je pripravljen indeks vseh njenih potencialnih novih postaj, ogromno postaj, ki čaka za pretvorbo v palačo spomina. Tole je en naprednejši sistem kodiranja, ki ga zdaj razvijam, ampak zdaj, ko sem se vsega spet zares lotil, sem se spomnil, da se znajo stvari vmes kar drastično spremeniti in zato sem, ne po svoji volji, zdaj pristal na računalniku. Ker je veliko lažje v elektronski tabeli, ne vem, uriniti en člen pred 1200 ali pa popraviti ene številke, za katere si se zmotil in to ugotoviš šele kasneje in tako naprej. In tukaj pridete na vrsto vi, oziroma ti, če se lahko tikava. Ni mi všeč ta luč. Mogoče, malo boljš, zmeri sem tukaj rumeno za te, se ni važno. Ok, skratka. Iščem eno osebo, ki bi mi pomagala najprej pri sistematizaciji in organizaciji celotne palače spomina, potem pa pri ponavljanju decimalk in morebitni korekciji slabih podob ali pa slabih lokacij v palači spomina. Delo je tako, lahko ful zanimivo, zato ker gre za vpogled v ogromen sistem zapomnjevanja, po drugi strani pa je veliko dolgočasnega ponavljanja. Vseeno pa mislim, da je to redka priložnost, da se s palačo spomina v takšnih dimenzijah srečate tako zelo v praksi. Aha, plačilo, dajmo se usesti tjale. Ne vem, kakšne so standardne postavke ljudi, ki ti pomagajo, da si zapomniš na tisoče decimalk, zato predlagam, da se enostavno dogovorimo tako, da bomo vsi zadovoljni. Oziroma, zelo zadovoljni. Iščem osebo, ki jo zanimajo tehnike pomnjenja ali pa spomin nasploh, edini pogoj pa je, da je starejša od 18 let. Če misliš, da si ti ta oseba, mi prosim napiši mail na info@nixkrlec.com. Napiš, kdo si, kaj počneš in kdaj se lahko dobiva. Mogoče bom na koncu izbral 2 ali pa 3 osebe, odvisno od vašega časa in interesa. Če se bo sploh dojavil, prosim, javite se. Pa ne pozabimo, iščem tudi grafične oblikovalce, fotografe, snemalce, montažerje. Če mislite, da bi vas zanimalo delo z mano, velja isto. info@nixkrlec.com. Na začetku videa sem rekel, da na nek način potrebujem pomoč vsakega, ki si bo pogledal ta posnetek. Mogoče se ne vidiš v vlogi tega pi pomočnika ali pa nisi fotograf, snemalec, grafični oblikovalec, montažer, ampak mogoče pa poznaš koga, ki je ali pa ki bi mi bil pripravljen pomagati pri zapomnjevanju cifer. Če je temu tako, te lepo prosim, pomagajte oziroma pomagaj mi razširiti to vest, da pride do ljudi, ki bi jih utegnilo zanimati, zato ker mislim, da lahko naredimo nekaj norega. Hvala in se gledamo.